ampak tudi vi delate te večere anime od družabnih iger, kjer mislim, namen celotne zadeve je v bistvu nekako promocija družabnih iger, promocija anime kot kulture, zraven pa še seveda socializacija obstoječih članov, verjetno. Lahko mogoče malo več poveste, kako izgleda programska schema teh večerov. Čisto preprosta dejansko. Ponovadi imamo en prostor, kjer se projekcija dogaja, ko pravi. Se anime gleda, kakšni maratoni ali pa samo posamezna zadeva. So to produkcije, ki si jih ti prevedel ali je to ponovadi so v angleščini, vse pa včasno damo kakšen prevod sedaj. Ekstra kot Animoku Shops ne delujemo več na netu, ampak imamo samo prevedemo lepo. Fizično. Se potem predvaja tam. Ampak kot omenjeno, se pravi, te sobote nekako so zdaj že periodične. To po koronskem času se je to nekako potem ustalilo, bi rekel tam nekaj od sredine 2023. Po koroni je bilo malo problematično, ker ni bilo prostora. Prostoru, mislim smo zaradi korone smo mi v bistvu Umiko je bil lani Umiko je bil kriv, da smo lahko zvočno prišli do dogodka. Dejansko veterinarski dvor. Smo dali tam ki dela tam lepo na Umikoju in Aleš pa Borca vam prišla po meni, Andrej, ti znamo pride zdaj. Kaj? Ja, tam imaš in kvadr. V bistvu je tako, na veterinarski dvor je bil kar fest, dober prostor, kar velik prostor, smo imeli tam kar obiska, kar nekaj, In tam se je tudi nadaljevalo takrat tako, kaj v duhu Animoku, ta dejansko projekcija, ki je tisti osnovna fora bila v bistvu družena, da si imel veliko platno, ki si gledal potem anime, skupaj se malo podebatiral, kakšne zabancije, vmes, veš, doma gledaš, samo po sebi. Tam pa malo pokomentiraš kakvo varianto, in veterinarski je bil v redu, veterinarski je bil kar vesel, skam pa korona vdarila in so nas... Oni so zaprli tisti prostor, ker niso več oddajali. Niso smeli, ker nisi mogel ti občina ni več zagotoviti. In pol pa smo hoteli zraven priti, pa so rekli, dajte denar. Tu se pa potem načeloma ostavi nekaj, nekih članov, da bi ti nekaj prinesel dovolj članarina noter, načeloma ne moreš se tega iti. Večinoma ti člani, kaj smo redni bili, so dali članarino, ostali so ker mi smo vedno delali dogodke brezplačne za vse. In še vedno jih delate. Definitivno ne. Ne, to bo tako še ostalo. Večina zadev bo tako ostalo. A tudi to, kaj planirate naslednjo leto, za to velika zadeva, o kateri se ne menimo? Tisto pa verjetno ne bo moglo biti brezplačno, ker bo ker se išče druga lokacija trenutno,